bi radi slišali laži ali resnico? Resnico! Ok. Moram reči, da en ključnih problemov v tej državi je, da je malo ljudi pripravljenih se soočiti z resnico. Tudi jaz sem bil leta 1994 popolnoma neosveščen in nisem vedel pravzaprav, zakaj gre. Ko sem dobil po glavi za pošteno delo, za pionirsko delo v novi Slovenski vojski, takrat sem šele začel raziskovati, zakaj pravzaprav v tej državi gre. No in v času od leta 1994, ko sem končal vojaško kariero v prvi profesionalni enoti Slovenske vojske v Kočevski Reki, takrat, leta 1994, sem potem dobil prerazporeditev v Ljubljano in takrat sem si rekel, da raziščem, zakaj pravzaprav v tej državi gre. Prišel sem do neverjetnih ugotovitev. Na tej strmi poti sem srečal različne ljudi, kateri so mi pomagali odpreti oči. Lahko vam zagotovim, da se je leta 1991 v Sloveniji zgodila velika prevara. Velika prevara. V kakšnem smislu? Dali so narodu tisto, kar si je seveda želel. Slovensko državo. Niso nam dali pa svobode, niso nam dali neodvisnosti, suverenosti in uspehov. A vidite, da je res, se zvoni? In kaj so pravzaprav naredili? Stari oblastniki. Poslušajte te besede. Stari oblastniki. Tovariš Janez Zemljarič. Milan Kučan. Stanovnik. In še cela kupica starih oblastnikov je se stopila v senco. Nikamor drugam. V senco. In v ospredje so postavili svoje namestnike, svoj podmladek. Jih poznate? Janez Janša, Igor Bavčar, predsednik zdajšnji. In razdelili so jih na levo in desno. Levo in desno. Zakaj? Da bi narod kregali med sabo. Razdelili so nas na leve in desne. In eni so navijali za leve, eni so navijali za Kučana, da bi bili proti Janši, in drugi so navijali za Janšo, da bi bili proti Kučanu. Bravo, uspelo jim je. Uspela jim je delitev na ideoloških podlagah. Moramo pa vedeti, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Dogajal se je v prvi vrsti pošten partizanski boj, pošten partizanski boj domoljubov, ki so šli proti hitlerijanski, fašistični okupaciji. Ampak nekateri so imeli drugačne račune. Poleg osvobodilnega boja je bilo za njih primarno osvojiti totalitarno oblast. In sprejeti bodo mogli slej ko prej eno ključno resnico. Leta 1945 se je v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji okupator samo zamenjal. Odšli so hitlerijanci, prevzeli so boljševiki, stalinisti, šolani v šoli Džerčinski v Sovjetski zvezi. In potem kakšna svoboda je bila to po letu 1945? Za mnoge
se je kalvarija šele začela. Mnogi pošteni ljudje so bili omorjeni, zmetani v jame, mnogi onemogočeni, pobrano jim je bilo premoženje, katerega so potem osvojili tisti osvoboditelji in tako naprej. In glejte, meni je žal, ampak brez razčiščene zgodovine ne moremo zaživeti v normalni sedanjosti in tudi ne prihodnosti. In ključno po letu 90 je bilo kaj? Če bi mi nadgradili vse, kar je bilo dobrega narejenega v Jugoslaviji, če bi mi nadgradili te stvari, bi bili danes največji zmagovalci. Švica bi se od nas lahko učila. Ti, ki so uzurpirali oblast, še posebej ti njihovi učenci, so pa vse dobre stvari, ki so bile ustvarjene v Jugoslaviji, uničili, pohodili, poteptali in nadgradili slabimi krajo, lopovščino, zavajanjem, poneumljanjem in vsem, kar zraven sodi, da smo danes tukaj. Takšna je resnica. Jaz govorim resnico. Če me kdo prepriča v nasprotno, vsa čast.